Lep pozdrav! Zavezništvo za enakopravnost je naš slogan do 20. decembra. Človekove pravice morajo biti dejstvo, tudi v Sloveniji. In ker v Sloveniji, na žalost, niti Ustavno sodišče ne spoštuje človekovih pravic, moramo na referendum. Zato v zavezništvu pozivamo vse ljudi, da 20. decembra gremo na referendum in seveda obkrožimo za. Za enakopravnost, za ljubezen in za različnost. Čas je, da Slovenija postane prava evropska država in zato sem vesela, da bodo v naši referendumski kampanji sodelovali tudi pomembni evropski politiki. 20. december mora postati dan ljubezni za vse. Še jaz nekaj rečem glede na to, da bom skupaj z kolegi in kolegicami vodil to kampanjo do 20. decembra. Vizija naše stranke ob ustanovitvi in seveda še danes med drugim pravi, da bomo poskušali ali pa se trudili po svojih najboljših močeh zagotavljati pravno državo in pa seveda enakost pred zakonom. Homoseksualni pari v Sloveniji do sprejetja zakona o družinskih razmerah niso bili enakopravni. To je v prvi sodbi prepoznalo tudi Ustavno sodišče in naložilo zakonodajalcev, da to diskriminacijo popravi. Sprejet je bil družinski zakonik, ki je končno izenačil pravice homoseksualnih parov s pravicami heteroseksualnih parov. Žal je, in to nas žalosti, da je Ustavno sodišče to človekovo pravico ponovno dalo na odločanje z referendumom, ki bo 20.12. V zavezništvu smo nepopustljivi pri zaščiti osnovnih človekovih pravic. Napadi nanje so strani nestrpnih strank in pa posameznic in posameznikov številni. Če naj upravičimo zaupanje, ki nam ga je bilo dano in vrednote, ki jih gojimo, moramo vztrajati na temeljni evropski tradiciji brezpogojne enakosti oziroma enakopravnosti, ki jo se od francoske revolucije naprej ni mogoče misliti brez svobode posameznice oziroma posameznika. Zato smo se odločili uradno sodelovati v kampanji za enakopravnost. Sodelovali bomo z drugimi istomislečimi političnimi strankami in pa seveda tudi nevladnimi organizacijami. Želimo si, da bi nas čim več prišlo na referendum in glasovalo za. Kakšno vprašanje? Mogoče bi se vprašala, govorite o enakopravnosti. O Ustavnem sodišču, zdaj takrat v zadnji sodbi je Ustavno sodišče reklo, da so istospolne zveze podobne, ne pa enake heterospolnim. Mogoče, če to lahko malo pojasnite, in zanima me tudi, ko govorite o pravicah parov, ali se strinjate brezpogojno tudi z, pravico, oziroma ne pravico, pač pa posvojitvami v istospolne skupnosti in ali je po vašem mnenju to pravica kogarkoli, heterospolnih, istospolnih? Glejte, Ustavno sodišče je sprejelo odločitev takšno, kakršno je. Človekove pravice morajo biti dejstvo. Nihče, ne poslanec, niti ustavni sodnik nima pravice posegati v to. Zelo pomenljivo je dejstvo, da je Ustavno sodišče svojo odločitev sprejelo s preglasovanjem in da so bile 4 ustavne sodnice, spravi ženske, proti temu. Jaz mislim, da to pove vse. In tako, kot je v omenjenem zakonu definirana pravica do posvojitve, se z njo strinjam. Pa še nekaj bi na koncu dodala, pravzaprav tudi ni pomembno, a se mi strinjamo z načinom življenja istospolnih, a se strinjamo z njihovo usmerjenostjo, popolnoma nepomembno je. Pomembno je, da imamo vsi ljudje na tem svetu enake pravice. In nima nihče pravice kratiti drugemu človekovih pravic. Nihče. Torej je po vašem mnenju posvojitev pravica? Tako kot je definirana v obstoječem zakonu, mora biti pravica tako, kot jo imamo vsi ostali ljudje. Mogoče bi bilo zanimivo
pogledati študije. Včeraj sem poslušala na eni od televizij to, poslušati otroke, ki so živeli v istospolnih družinah in verjeli ali ne, prav nihče od teh svoje družine ne bi nikoli zamenjal za karkoli drugega. Hvala.